Najlepša hvala, požalju. Meni je po resnici veselen čas, da lahko matematični prireditvi poskušam kaj povedati. Kolegi iz tava občinstva me boste popravili, še bo kakšno večjo neumnost povedal, pa bo da nam bo dolg čas. Začel bi start with a motivating example. Torej, recimo, če bi sedeli v cesti, pa res ne bi drugega dela in bi drugega dela in bi šteli koliko vozil pripeljen na časovno enoto. Lahko je cesta zelo prometna v mestu, pa bi pač izbrali manjšo enoto, da bi nekaj prijemljive številke dobili, ali pa na uro ali pa na dan na vozni cesti. Enako, če bi recimo na mest česa prijetnejšega na travniku razpostavili kvadratno mrežo iz vrvi, pa bi šteli koliko je neke rožice na kvadrat. To so taki pojavi, ker najbolj tudi že veste, ki jih opisuje poslovna porazdelitev. Začeli bomo tako malo matematično, bomo potem šli na konkretne primere, pa zgodovinske, pa spet končali malo matematično. Na koncu bomo pa srečali tudi tisto tole negovice na tlano v kratkem posnetku. Matematično rečeno je poslovna porazdelitev nastane iz binomske porazdelitve, ki jo gotovo tudi vsi prisotni poznate, eno osnovnih porazdelitev, ki spet slučajno sem omenil, število cifr in grboško ime tokovanca, podobno, ki so binomska porazdelitev. Če je verjetnost uspeha posameznem poskusu zelo majhna, pa če je poskusov zelo veliko. Tako kot mogoče, če momentalno ne neko žogo, pa mora pasti na točno en določen petkotnik, recimo, pa če je bil zelo velikrat vrgel, pa bi šteli kolikrat to uspeh. Ampak bomo videli bolj praktičnih primerov, kot že naslov predavanja pove mnogo, kot tisto pa na travniku ali pa vozila so še bolj življenjska. Torej, to bi bil obrazec za binomsko porazdelitev, bo sam poznan. Zdaj pa, če nakrat pa se pravi povprečje nadomestimo z enim znakom gamma, ki je tako srečpaj, se je edini parameter binomske poslovne porazdelitve in to se pravi, lahko to tako obrnemo in potem moramo nekaj stvari upoštevati v učbenikih verjetnosti nekaterih, pa tudi v enem članku, ki ga bom na koncu vam priporočil, iz katerega bi so celo predavanje izkajale, ki sem ga objavil v slovenski reviji, je vsa ta izpeljava na voljo. No, ampak dobimo verjetnostno funkcijo poslovno porazdeljene slučajne spremenljivke. Se pravi, verjetnost, da bo zavzela vrednosti nič, 1, 2, tako naprej. Njen parameter pa mora biti pozitiven. To je tako, imaš venost minus lambda, lambda na k, deljeno s k fakulteta. Dalje bi lahko, če bi bili pravi poklicni matematiki, bi dokazali, da je vsota tega izraza za različne možnosti, če gre k od nič proti neskončno, 1. To je v bistvu definicija pogojev, ko mora zadoščati neka funkcija, da mi rečemo, da je verjetnostna porazdelitev, da je pač vsota verjetnosti posameznih izidov je gotovo nekje njeno. Zdaj smo začeli zelo tako malo teoretično, vse v mojih raznih številnih dejavnostih in čudaštvih ste slišali že v uvodu, ena od njih je pa tudi Excel. Danes vsi, ki se ukvarjajo kaj z verjetnostjo in statistiko, to počevajo, ali matematiki uporabljajo matematiko, ali kaj podobnega, odprtokodnega. No, tako kot se veste, z vsakim orodjem se da vse, da se tudi, ne vem, žlic
konico prenesti kup peska, da se tudi z nožem zgraditi hišo. Na nekaj gospodarno veliko truda in tako se da tudi projektivno narediti skoraj vse na tem svetu, med drugim tudi razni take simulacije. Ampak sej, ta delovni zvezek je tudi javno dostopen, kot tisti članek, če bo pogled zanima. No, tukaj so različni primeri, vidimo tole. Majhen parameter lambda, pa ga malo spremenimo, ga malo povečamo. Vidite, da je bil ne cel parameter lambda 4,5, to je tale, vidite, da ima en vrh, en modus. Tele, ki imajo pa cele, imajo pa po dva sosedna. In sicer lambda pa za eno manj, vidite, nič pa 1 ali pa 9 pa 10, jo malo povečam, recimo rečem, da je 6, pa se premikam, pa 7. Tukaj lahko pravimo samo 11. Šla do te. Zdaj, na vsisni osi je do 20, recimo, z večjim povprečjem, še večjim 15. Vidite, da ravno tako kot binomska, z večjanjem parametra, tudi ko osnova postane po obliki, po konturi veku šla podobna, ali pa kot identična Gaussovi oziroma normalni posledici. Prav to smo videli, da je desno asimetrično, se pravi, da ima na desni dolg rep, daljši rep okrog levi, da postane podobno normalni. In velja pa en tak rekurzivni obrazec med verjetnostjo izida K pa K plus 1. Med njima je konstantno razmerje, lambda delno s K plus 1. In potem vidimo, ko je enkrat, dokler je to manj kot lambda, bodo verjetnosti naraščale, če ne matematiki razumemo, da bo ta volum večji od 1, ko bo pa enkrat K plus 1 večji od lambda, bodo pa začele verjetnosti padati, pa smo na drugi strani modusa. No in to smo tudi videli, če celo oziroma naravno število lambda pa ostane modusa 2, če pa ne celo, je pa tisto največje naravno število, ki je manjše od lambda, smo da 4 pa je bil modus 4. In momenti, to je zdaj tako matematično rečeno, ampak vsem, če bi državljani na cesti vprašali, kaj je statistika, take, ko ima vsaj recimo srednješolsko izobrazbo, rekli, da to računanje povpreči, pa mogoče kdo kaj na faksu, mi še vedel, da varianca obstaja, pa standardni odklon. No, koliko pa sta povprečje pa varianca poslovne razdelitve. Rekli smo, da je to v bistvu isto kot binomska, samo da je n velik pa majhen, pa povprečje binomske je n krat p. Kot n krat p smo upeljali lambda in povprečje poslovne razdelitve je ta edini parameter lambda. To je ena pomembna značilnost. Druga je pa vemo, da za binomsko je povprečje n pa q, se pravi število poskusov kot verjetnost uspeha v enem poskusu kot nasprotna verjetnost. In zdaj 1 minus p gre proti 1, če gre p proti nič, to je tako bolj po domače zapisana limita, se pravi, v n krat p krat 1 je n krat p, kar je spet lambda. In potem nekako prepoznamo poslovno porazdelitev v množici desetin in stotin porazdelitev, ki imajo na tem svetu svoje ime, da sta njeno povprečje in varianca enaka. Standardna deviacija, torej koren iz variancije, pa koren iz lambda. Verjetnost ima potem še više, centralne momente, en je asimetričnost, ta nam pove, da je tole vedno pozitivno število, ampak če lambda postane ogromna, gre to proti nič, se pravi postane simetričnost, kot je Gaussova porazdelitev. To smo tudi videli približno tistimi mini simulacijami, kako je postala taka zvonasta, če se lambda povečuje. In njena sproščenost gre pa proti 3, kolikor je tudi sproščenost od Gaussove porazdelitve. Sproščenost porazdelitva je bila taka sproščena, da je taka stisnjena, da ima manjšo varianco, ali sproščena, da ima veliko sproščenost in se tudi približuje normalni zavečni lambda. Kaj je zdaj konvolucija, to je tako učena beseda, zame, kaj še za državljanje, to pomeni, kakšna je porazdelitev vsote dveh poslovnih slučajnih spremljivk. To je zelo pomembno, je zopet Poissonova porazdeljena, katere parameter je preprosto vsota parametrov posameznih poslovnih porazdelitev. Se pravi, če ima prva parameter lambda, pa druga ni, ima porazdelitev vsote
če vsakič nažrebamo en izid iz poslonove z lambda, pa drug z poslonove z njim, pa to seštejemo, se bo to porazdeljevalo kot poslonova porazdelitev s parametrom lambda plus ni. Torej malo več se uči o verjetnosti ali pa statistiki, je slišal sigurno že v centralni izidni izrek, prav, da pa če veliko slučajnih spremenljivk seštejemo, a ne to je tista bolj splošna oblika, ne blaga, bolj stroga oblika, ne, kakršnekoli so te porazdelitve, na koncu bo vsota normalno porazdeljena. Ne, če je dovolj veliko slučajnih stvari seštejemo. Zdaj, da malo zaidem tudi v ten razlog, zakaj ljudem, kar pravijo, teoretiki mislijo, da je normalna porazdelitev v praksi, velikrat prisotna, praktiki mislijo, da je v teoriji zelo utemeljena, zakaj se toliko ogromno enih pojavov naravi in družbi modelirati normalno porazdelitvijo. Nekaj je na tem približnega, recimo, da so neki kompleksni pojavi, kot človeški, psihološki, ne vem, kemijski, vsota velike enih dejavnikov, zdaj, če bili te dejavniki slučajni, pa če bili neodvisni od eno drugega, ni čuden, da se stvari normalno porazdeljujejo. Zdaj, to je, verjamemo v stokastično naravo sveta, koliko jaz, ali da svet ni naključen, tako kot je mislil Einstein, najbolj, ko ste njemu verjeli, če boste po avtoriteti sklepa, ampak na nek tak način lahko gledamo do tega, zakaj je bilo veliko stvari normalnih. No, a to temu nasprotuje? Ne, zato ker se pravi, tudi če dve seštejemo, pa je Poissonova, pa še eno seštejemo, je spet Poissonova, bo vedno znova Poissonova. Ampak ta parameter bo pa čez dalje večji, ker te njihove lambde oziroma nije seštevamo in Poissonova z ogromnim parametrom je pa spet ista kot normalna. Se pravi, je v redu, nečni narobe s centralnimi metodi izrekoma. Še vedno bo vsota ogromnih Poissonovih pojavov približno normalno porazdeljena. No, zdaj, tiste dva, prvi primer v bistvu štetje avtov na časovno enoto je časovni vidik, porazdelitev po času, lahko je pa tudi po prostoru porazdelitev. No, in zdaj, če pogledamo rožce na travniku, kaj se popravi, če bi bila porazdelitev res slučajna? Tukaj je zdaj tako narejeno, da je pri slučajni vsaka dvojica izžrebana iz enakomerne porazdelitve, se pravi, eksplosivni izžrebamo enakomerno, iz uniformne porazdelitve, se pravi, da je vsaka prednost enak verjetna, kolikor posamezna številka pa lotu, recimo. Pa y tudi, zdaj, kjer se križajo ta je rožca, in ištejemo, koliko je rožc na kvadratek. Pri enakomerni so pa enakomerno porazdeljene kot v zaporedno številko kvadratka, pa so pol malo še eni sceni slučajnim šumom malo premaknili, zato da boste lažje videli tiste rožce. Pri gručasti smo jih pa dali v pet središč, recimo od gobe, pa da imajo skupaj nekaj celi, pa toliko mojih zgornjih, pa vam pa šlo, ali pa recimo katere rože, pa imajo en del korenim skupnih. No in če so tako slučajno razporejene, zdaj bomo tako malo črnije, pa da se na novo se začuna pač ta exilova funkcija rent, ki vrne spremenljivo iz uniformne porazdelitve, vrne drugo številko. Vidite, da sta ta povprečje pa varianca sta približno enakih številk, če jaz prstom kažem, boste videli. Tukaj gor sta povprečje pa varianca sta približno enako število. Mogoče še malo povečam. Dobimo take slavite večini kvadrantov, je nič, ena rožca, ponekod so 4. Če je bile enakomerno razporejene, kot da bi sejali po svojem vrtu, tako sistematično, ne da bi naključno žrebali koordinate, ampak da bi približno enak posejali vsak kvadrant, kot delajo kmetje na polju ali pa ljudje na vrtu. Dobimo tako porazdelitev, ki ima veliko manjšo variabilnost. Vidite, če sliko gledate, je bolj urejena, vidite, kot ta zgornja, srednja. Če pa so tako porazdeljene okrog nekih gruč, da smo vrli semena na par kupov, pa je pa taka,
ima pa veliko variabilno, zato ker tle so nagnetene, okrog jih pa ni. Se pravi, ta je underdispersed, podrazpršena, ta je pa nadrazpršena, overdispersed. Glede na Poissonov, prosim, seveda, v primerjavi s Poissonov. Zdaj smo že malo. Zdaj pa časovni vidik, da naštejemo kup enih pojavov, ki jih lahko opišemo s poslovno porazdelitvijo, se pravi, mora biti na časovno enoto. Ni treba, da so redki pojavi, še vedno so poslovni, samo pa bodo pač videti bolj kot normalni. Ko bomo videli kasneje zgodovinsko je poslovna porazdelitev, se imenuje tudi porazdelitev redkih dogodkov, zato ker je verjetnost tista P v binomski porazdelitvi majhna. Ampak opažena ima pa lahko tudi veliko lambdo, bo pač videti bolj zvonasto. Se pravi, recimo, v nekem poslu, v storitvah in tako. Avti, ki pridejo v pravljenco, koliko jih bo, stranke na okencu, kakršnem koli, na pravni noti, na banki. Klici na servis računalnika ali pa gospodinskega aparata, na enoto, na teden, na mesec, na leto, kakorkoli. Na dan jih bo manj, na leto bo pač večja rada, ampak boje poslovna procesa. Ali bo tista bolj taka, ali bo bolj taka, če bo večja rada. Predlogi za stečajni postopek preverjeni v sodišče. To je v praksi zelo pomembno, koliko letal pričakujemo v okvari na tako in tako časovno obdobje. Jasno, iste vrste letal, istega prevoznika, ki letijo na približno enakih razdaljah, jasno. V zdravstvu, kjer sem v osnovni službi, koliko pacientov pride v neko ambulato, kjer ni naročanje. Če je naročanje, je po definiciji enakomerna porazdelitev na vsakih 15 minut je ena. Ampak če pa ni naročanje po predežurstvu ali pa na urgenciji, je pa tako. Sicer spet na ljubljanskem UKC-ju na urgenciji je pač velika lambda, skosijo veliko ljudi, samo enkrat je blazno veliko, enkrat je pa manj. Ko boste imeli svoje otroke, pa hoditi z njim polažne urgence, da ste to dobro spoznali. Tudi razne mutacije v genetiki se tako razdeljujejo. Pa recimo v informacijsko-komunikacijski tehnologiji okvare omrežja ali pa strežnika na dan, na teden, okužbe z virusi na teden, na mesec, obiski spletne strani na časovno enoto in tako kot iz naslova število klicev v klicni center, kakršne trženja za informacije. Zdaj, pomembno z računskega vidika je, da če je naša časovna obdobje, ki ga opazujemo časovnih enot, potem moramo namesto lambda, v to je na minus lambda, krat lambda, krat deljena fakulteta, postaviti lambda t, krat t. Tisto osnovni obraz velja, da je časovna enota ena enota, če pa je t, moramo lambda vložiti s t. Recimo, tega mačke izmišljajo, recimo, če mačka ujame miš na dan, pa na vrtu živi 10 miši. Kolikšna je verjetnost, da bo mačka vse polovila v enem tednu? Se pravi, to je 7 dni, zato ker imamo važno za enoto znanje organsko, ker imamo podatek za lambdo. Lambda je ena miš na dan, se pravi, moramo vzeti enoto dan. Kaj pa 10? Zakaj? Ker mora vse poloviti, vseh 10. In če to ostalo, verjetnost, da jih bo 7 v 7 dneh vse polovila, vidimo, da prije zelo malo, manjkrat je 10%. Čeprav se naredi veliko, da lovi eno na dan, ampak v enem tednu jih 10 ne bo, najbolj ne bo ustrezno.
Spet, dogodki so neodvisni, ampak mačka, zdaj pa, če se en dan nažrla, še miš povedala, najbolj drug dan ne bo, ali pa mi pohvalimo, pa ji damo še kakšen dodatno briketo, pa sploh ne bo lovila, ali ne vem, ali pa natepemo, pa spet ne bo lovila, pa niso več neodvisni dogodki, ampak mora biti mačka neodvisno od tega, kako mi ravnamo. No, zdaj 0,9,0, lahko je vroča linija, lahko je karkoli drugega, koliko ljudi bo klica, dajmo zračunati, recimo en tak primer. Sprejme 2 klica v 5 minutah, zakaj je to? To poščeno vaše domišljini. Zdaj pa v resnici pa kliče polna minuto, se pravi 1-2 minuti. Uporabnika, to uporabnica v sodobnem svetu. Kolikšen pričakujemo, recimo, lastnik ali upravnik te linije, na katere osebe ne bomo mogli odgovoriti. Vse 0,9,0 so tudi sorte druge za prodajne akcije, pač nek komercialne linije, kjer je pač klic plačljiv. Kako bomo to zračunali? Zračunali bomo, kolikšna je verjetnost, da zmore 2 klica na 5 minut. Začunali bomo, kolikšna je verjetnost, da bo prišlo nič klicev, ali pa en klic, ali pa 2 v 5 minutah. Zdaj, 1 minus toliko je pa verjetnost, da bo 3 ali več klicev, se strinjate. In se prav tega pa že ne bo zmogla ta linija. No in recimo imamo tak primer, lahko po obrazcu ali pa kar s funkcijo v Excelu ali pa v kateremkoli drugem programu bi ga uporabljali, začunamo, vse so vedno nekaj že v sodobnem programu, vgrajene funkcije za poslovno razdelitev, tudi celo v Google Sheetsih ali v Metle, začunamo za 1, za 2, zakaj tle Folskar ni kumulativna, se pravi, to je gostota verjetno za posamezni zid, ki se štejemo, tle je vsota, se jim piše, 1 minus teh 54% je pa 46%. Se pravi, zdaj smo nekaj, da je 0,5 na dan, čas je na uro, pardon, čas je 5 ur, povprečje je pa lambda t, to je pa tista klica v 5 minutah. No, vidite, se pravi, verjetnost, da bodo prišli 3 klica ali pa več, je malo kapal. No, že smo spet izpalakci, spet malo matematike. Če imamo neke podatke, pa predvidevamo, da so nastali z poslovnega procesa, kako bomo zdaj ocenili lambda, smo videli, da lambda je povprečje poslovne porazdelitve in tako, kot bi nam intuicija rekla, je najboljša cenilka po kriteriju matematično največjega verjetja, po metodi maksimalne likelihood, je ravno opaženo povprečje. Kolikor v povprečju avtov na uro vidno, to je najboljši parameter poslovne porazdelitve, ki bo opisala to štetje avtov. Vemo, najbrž nam bo imel mečkan statistike, da je stalna napaka ocena povprečja stalna deviacija, deljena s pomembno velikosti vzorca. Na začetku smo videli, da je varianca poslovne porazdelitve ista kot povprečje lambda, se pravi sigma koren iz lambda, se pravi standardna napaka povprečja koren iz lambda, deljena s koren iz lambda. Na ta način, z normalno porazdelitvijo, z ustrezno z vrednostjo, dobimo intervale zaupanja, se pravi, če opazimo 5 avtov na uro, rečemo pa skoraj zihar, se pravi s 95% verjetnostjo, koliko je pa ta pravo povprečje avtov na uro v neki hipotetični populaciji, ki generira te avte, ki prehajajo k nam, na ta način ustrezno ocenimo, se pravi je plus tistih 5 opaženih, plus minus približno 2, za 95% zaupanje, krat koren iz lambda z deljeno zna.
obstaja neki boljši način, to je seveda približek, kot vse cenitve po metodi največjega verjetja, maximum likelihood, so v redu za velike vzorce, za manjše je potrebno se poslužiti eksaktnih metod, samo tako, da približno vemo, da se kumulativna poslovna porazdelitev, se pravi verjetnost do vključno K dogodkov sklada z desnim repom porazdelitve Hitlera, to je pa neka zvezdna porazdelitev. In na ta način dobimo neko drugo metodo, ki je pomembna zato, če rečemo, da je T1, oziroma časovno enoto rečemo, da tisto, kar smo opazovali, ena časovna enota. In se pravi, ni treba množiti lambda s T, opazno povprečje je lambda in potem je tudi interval zaupanja odvisen samo od tega števila dogodkov, ki smo jih opazili na to obdobje, ki mu rečemo ena enota. Tisto število je hkrati povprečje in s hikrat podelitve z dvakrat, takrat je tudi lambda je K, in takrat za 2 lambda oziroma 2K prostorskih stopenj dobimo meje intervala zaupanja, recimo tukaj je tak primer. To je zdaj fiksno, če smo opazili nič dogodkov, smo skoraj prepričani, da bi dolgoročno opazili med nič pa 5 dogodkov. Zdaj sem dal zaupanje 99%. Če opazimo enega, spet vidite, je skoraj sigurno pravo populacijsko povprečje tle nekje vmes. Tako je to tabelirano do 7, pa še za neko za večje število lahko pišemo za 10 opaznih dogodkov v kakršnikoli časovni enoti ali pa prostorski in na ta način ocenimo, da skoraj sigurno pravo povprečje, če smo mi zdaj opazovali samo eno vzorc iz tega poslovnega procesa, pravo povprečje pa nekje recimo 4 pa 21, če smo jih ni 10. Če hočemo biti zelo sigurni, 99%. Če smo biti manj sigurni, se bodo te intervali jasno zožili, da je med 85 in 18, če smo biti še manj sigurni, jasno se bodo te intervali še zožili. Manj kot manjša prestopna zaupanja, božji interval zaupanja se potrebuje. Statistiki se seveda potem radi ukvarjamo s tem, koliko se pa nekaj zdaj empirična opažena porazdelitev prilega, kako se ujema z neko teoretično porazdelitvijo, ali pa obratno, kako se neka teoretično ujema s neko opaženo, empirično. No in tukaj pridemo še do dveh podatkovi. Mislim, da bomo to, kar statistiko, ki je zadaj spustili, lahko naredimo test. Hi kvadrat lahko naredimo test prek indeksa razprošenosti. Recimo, tle, bolj, da si pogledamo, bolj zanimivo je, recimo, vidite, tle je nek članek, nesreče so se dogajale med drugo svetovno vojno, članek iz leta 1947, o neki povezanosti psiholoških lastnosti, a so zdaj eni bolj nagnjenih nesrečam, ali drugi bolj impulzivnih nagnjenih nesrečam, ali kapitacija, kako je, ne vem, a so bolj introvertni, bolj skrbni, več bolj gledajo jih na drugi stvari moti, ali pa obratno, ne vem, bolj ekstrovertni, bolj komunicirajo, kako je s tem, kakorkoli, no. Največ pilotov ni imeli nič nesreča, ne. Zdaj, te nesreče morajo biti take manjše, nesmrtne, jaz več ne more imeti, pilot. In eno nesreča že tok pilotov, 2 tok, 3, sam 6, ne. In zdaj, po Poissonnovi porazdelitvi je to je zdaj tista verjetnost po Poissonnovem obrazcu, in minus lambda krat lambda na k deljeno s k fakulteta, pa to zmnožimo z
Z N-jem, se pravi s številom vseh pilotov, pa dobimo pričakovano frekvenco, se pravi pričakovano število pilotov. To so pričakovani deleži, te verjetnosti enačimo z deleži, krat skupno število. Vidite, da sta tle empirična, povprečje pa varianca so skoraj enaki, to da mislim, da je to poslovno razlikita. In vidimo majhne odstopanja tega hi kvadrat, oziroma x kvadrat testne statistike, ki se porazdeljuje, ko se kvadrat nabere silno malo. Teh vsote kvadriranih odstopanj pričakovanih frekvenc od opaženih, normiranih, deljenih na pričakovano frekvenco, se zelo malo nabere. Zdaj, tle jih zračunamo za 3 ali več. Moramo v ta zadnji predal, za hi kvadrat test, moramo imeti vse možne vrednosti, vse predalčke polne, če se spomnite tega. Ne moramo gledati, ne moramo samo pričakovanega števila, ne vem, blond klas, barjavih klas, pa moramo gledati še vse ostale lase. Če gledamo recimo za barvo lasa, enakomerno porazdeljena. Ali pa kogarkoli, če gledamo neke značilnosti, v skladu z Mendlovimi zakoni genetike se dajo. Skratka, moramo vse možnosti upoštevati. Zdaj, empiričnih podatkov naprej nimamo, ampak ta najvišji razred damo ponavadi za primerjavo, tako isti K ali več. Ker tega itak tako manj se spomnite, da ima tak čist enek dolg rep porazdelitev, tam itak več ni več velike verjetnosti. Tako da je to vse nadamo še nezravno na njih. No, se pravi, te nesreče bi lahko rekli, se dogajajo slučajno. To seveda še ni dokaz, da niso povezane z nekim osebnostmi veličinostmi, ampak največ nima smisla preveč polagati pozornosti na te osebnostne lastnosti. Pač nesreče se dogajajo, redko, večina ne bo imela nobene, kakšni imajo smolo, ali so nagnjeni k temu, ampak cel proces je videti slučajno. To so eni podatki, recimo število prometnih nesreč na mesec, to pa so to na voljo na portalu slovenske policije, so taki podatki na voljo za različne kraje, za posamezne voljce in tako. Recimo, tukaj vidimo spet en proces, ki v povprečju je dobrih 9 nesreč na mesec, ki ne odstopa kaj dosti. Pa vrednost za testiranje ničem domneva, da je to poslovno proces, je precej večja od tistih običajnih, je 5%, se pravi, število nesreč, spet približno sledi poslovno procesu, recimo 9 na mesec. Prileganje se da tudi grafično preverjati, kot je bilo rečeno v vodu, če sem kaj maga pogledal v statistiki, so bili to kakšni grafi, kakšne vizualizacije, kot ne matematika, neki napolno matematika, psihologov, se bojo z risanjem ukvarjati, z računanjem. Tukaj sta dva zanimiva grafikona. Prvega je za moj okus en največji genij zgodovine človeštva, slišali z Angel, če se kaj statistike študila, ste John Margaret Yuki. Recimo beseda bit je njegova, količina informacije, pa beseda software je njegova, pa hitra Fourierova transformacija je tudi od Yukija. Drugače v diplomi je bil kemik, posneje, topolog in pa še posneje statistik. Tak univerzalen človek, precej tako zares, ne unka vam predava, ampak tukaj je bil zares univerzalen. Recimo, tukaj je ta grafikon, stolčni grafikon, v bistvu sam da je obešen na vzdolj. Tudi, ker lažje vidimo odstopanja opaženih frekvenc stolčcev od pričakovanih, pa še navpična os je lahko bila najboljše, da je v korenskem merilu, se pravi, da te majhne razlike, da so povečevanje stekla. Navajeni ste bolj logaritemskih osi, ta je pa pač korenska. Recimo, ta je zanimivo, hanging brutogram, korenski korenogram, viseči korenogram. Potem je še en tak grafikon po slonskosti, ki ga je njegov učenec, Roglin skupaj z njim pogovoril tu. Če rišemo zdaj v logaritemskem merilu eno to funkcijo, vidimo, da dobimo eno premico, ki ima odsek na ordinati minus lambda, pa naklon logaritem lambda. In potem to narišemo za podatke
Naše, in vidimo, če je res premica, so približno posebni, pa tam, kjer so pričakovane frekvence zelo nizke, kjer recimo narišemo, vidite, da je interval zaupanja zelo širok, narišemo drugače, pa teh točk bolj ne upoštevamo. Na konc ni več treba, da se tako zelo lepo pojema, damo večjo težo tem in vidimo, da je to skoraj pasovno proces. Zdaj, kaj pa so sami podatki? To je pa nekaj spet hecnega, od tukaj ime, ali pa hecnega, ni tako hecno biti nenavadnega, od tukaj ime porazdelitev zakon malih študil, small numbers, ali da zvezdi, da je kleine Zahlen, avtorja von Bortkijeviča, to je ta možak, ki je bil učenc tudi od enega slavnega matematika, verjetnosti, demografa, statistika, Wilhelma Alexisa. Se pravi, to so smrti, koliko vojakov je umrl na leto zaradi konjskih brc. V pruski vojski, takrat so bili konji silno dnevnih vojskovanju v pruski vojski, sploh v 19. stoletju. To se pravi z Bismarckovega obdobja. To so te podatki, te regimente. V večini regimentov nobenih, smrti od konjskih brc, nekateri na leto tudi 4, mislim, nekterih letih tudi 4, in vidimo, da sta povprečje pa varianca skoraj enaka in ne odstopa statistično značilno. Takrat niso še pa vrednosti računali. Vse mogoče čez stoletji spet več ne bodo prevladala neka druga Bayesovska statistika, to je tema za eno drugo predavanje, ampak če bi danes pa vrednost to pogledali, bi tudi videli, da ni nekega pretresljivega odstopanja od poslovnega razlika. Iz istega obdobja sicer, jaz sem to najdel v stani ruski knjigi, celo PDF knjige, vidite, iz istega obdobja, 19. stoletje v Prusiji, sam ni von Bortkijevič, ne vem, kdo je zbral te podatke, nisem uspel razbrati, je bilo koliko četverčkov na leto v Prusiji. Po en na leto, v eni veliki državi, pa takrat je bilo več otrok, v kakšnih letih pa tudi 6 četverčkov. Danes se skoraj več ne dobijo četverčkov. In če se pa več v medijih odpreditev, so spet drugačne metode, pa več ni tako. No, to se tudi sploh, to je skoraj popolnoma se skladno s poslovnim procesom. Se pravi, to je nekaj slučajnega, nekaj redek slučajni pojav. Zdaj so tudi še kakšni manj prijetni pojavi, recimo, ki jih je von Bortkijevič analiziral v Rusiji, samomori otrok, samomori žensk, smrti zaradi delovnih nezgod, to pa še danes, ki je analizirajo in sledi poslovno. Zakaj pa se sploh reče Poissonova? Zaradi Simona Denis Poissona, če bi imel en S, ne bi bil Poisson, strup. Ker na 2 S je Poisson, riba. Se pravi, to bi bila ribina, tak gospod se pisal, to je bil gospod riba, Poisson. Tale francoski učenjak iz tega obdobja, Lagrange, Laplace, Legendre, Fourierja. On je štel izide na sodišču. No, zdaj smo pa že pri Kvasovkah, malo čez 7 končali, če boste potrpeli. Zdaj pridejo oni zanimivi primeri. To je en od pionirjev statistike, William Seeley Gossett. Vidite, kako je to obratno kot danes, ker vsi želimo biti citirani, on je pa objavljal kot pseudonimom, da ne bi vedeli, kdo naš ni rabo točk nabirati za habilitacijo. Zakaj? Zato, ker je bil v bistvu, lahko bi rekel, tehnični direktor Guinnessove pivovarne. Pivo mu tudi ni manjkalo, bil je pa sorodnik, torej poročenje bil širijo, če veste, da je Ronald Fisher oče, statistike, kot je danes pojmujemo, vejo ali pa neko samostojno izveden kot matematike. In on je zelo pomembno za pivo je, koliko je kvasov v nekem vzorcu, in je v bistvu prečeval, koliko se delo, ki motijo pri tem štetju, in v taki mreži tega citometra štel, koliko je kvasov na kvadratek. In tole se dobi v enem članku,
tem originalnim njegovem, oziroma po natisnjeni knjigi, en primer dejanske te porazdelitve po tem citometru 2x20x20. Tle je 10 na 4, tle je samo 2, tle je 11, tle je 7, ne. In tle so primeri 4 vzorcev. Najbolj še pogledati kar te stočne grafikone, število, tale malo bolj odstopa, zdaj nek hi-kvadrat test, ki ni najboljši za to, ker so že neke nizke pričakovane frekvenci, če se spomnite tega z faksa, ne mogoče kakšnega človeka, sem tle celo jaz učil, kakšne take metode statistične. Ni najboljši test, če so majhne pričakovane frekvence, take bolj prazne celice, ne. Ampak pa kaže, recimo, nekaj se nakazuje odstopanje, no, ta drug vzorc ne kaže odstopanja, ne. Se veste, da po naključju bo 5 vzorcev od 100, tudi če ni nobenega odstopanja, če bi naredili nek umeten proces, zares poslonal, bo 5 vzorcev od 100 kazali to vrednost manjšo od 5%. To je definicija P vrednosti, da je uniformno porazdeljena slučajna spremenljivka. Se pravi, da je 5% manjši kot 5%. Tle recimo 4 vzorce, ta je čist poslonal, tle jih je nasploh malo več, pa je tudi čist poslonov, to je so blizu ena, ta je še večja lambda, ne v enem naslednjem vzorcu, takem 20x20 je bilo še več teh kvasov, ampak spet poslonov porazdeljena. Se pravi, koliko kvasov pokje v tekočini, ne, ko jo to tekočino s ploščino poštejemo s takim citometrom, je tudi prostorski poslonov proces. Kaj imamo še poslonovga? Nekaj, kar je prinesel tem gospodu Ernstu Rutherfordu Nobelovo nagrado. Odkril je radioaktivni razpad alfa in beta, kar je zelo pomembno, da recimo pravi matematiki ali pa učenjaki fiziki so nagnjeni k temu, da manj citirajo, manj berejo literaturo, matematike vedno pravite, da se da vedno vse izpeljati iz onih prvih principov. Gosset ni poznal poslovnega dela, niti von Borkijevičevega. In je pač s to limitov bonomske porazdelitve spet sam izum na novo poslovno porazdelitev, odkril ali uporabil. No, zdaj tle imam jaz tak slab občutek, da vidite, fizike pa nekaj drugega, ne, en je števanje, samomor, en je pivo, prideloval, fiziki so bolj ugledni, so bolj establishment, da je ponotil na novo poslovno porazdelitev in je dobil kar Nobelovo nagrado. Pač, zdaj to je res dejansko en proces, ki pa je povsem poslonov, to je pa število radioaktivnih razpadov na časovno enoto, na sekundo, na minuto, pač odvisno, katerega so alfa. Alfa so prav taki, se pravi, alfa se veste, to so helijeva jedra, se pravi, helijev atom brez elektronov, se pravi, dva neutrona. In to so, videti Geigerjev števca, te možje so zbrali te podatke in koliko jih je pa šlo na minuto, razpadal, nič, v kakšnih minutah, večinoma 3 do 4, se pravi, ta prav parameter zapomnite, bo tle, tale je malo večji, se pravi, ko je malo manjši od lambde, prvo celo število, če se spomnite, povprečje pa varianca se spet skoraj enaka, 3,8. Spet, če bi pa vrednost računali, kaj je on, ni, bi dobili neko dosti veliko, večjo od 5%. Se pravi, to je spet taka, to je bilo dejansko, to bi pa pričakovali, če bi tele vse sešteli, pa jih razporedili s poslonom in ni kakšnega prvega odstopanja. To je nedvomno, torej tudi fizikalno nek tak proces, ki je točno poslona, radioaktivni razpad. Kar je pomembno, pa bomo to bolj na hitro povedali, da poslona porazdelitev je nekako življenjsko povezana z eno drugo porazdelitvijo, če pa merimo čase, pa zvezno, ne diskretno. Če pa zdaj merimo čase, koliko je med dvema razpadoma, ali pa pri tistih avtih, koliko časa je minil med dvema naslednjima avtoma, ko bosta po cesti, ta je pa eksponentno porazdelitev, eksponentno porazdeljenje. No, pa pridemo na eksponentno porazdelitev še en tak bolj, vidite, poslovna porazdelitev, ene dogodki so tudi dobri, recimo, da se četvrti porazdelil nekaj leta. Večinoma so pa nekaj smrti, pa nesreče, pa taki stvari. Novo kvasov, ki so tudi nekaj lepega, se postivo. So pa te leteče bombe, danes bi temu rekli vodene rakete ali balistične rakete, v današnji svet je poln tega v novicah, skozi o tem berete. Tukaj drugje,
ameriške, ruske, kakršne koli, tega je polno danes. No, začeli so jih Nemci, von Braun, in so jih pošiljali nad Veliko Britanijo, nad London, takole so zdelali te bus bombs, ki so imeli pa še tak poseben kjerkoli motor, tole so pa povzročile. Zdaj je bilo pa pomembno vprašanje, ali padajo kar po naključju, ali so vodeni ciljem. Se spomnite vodeni k nekim ciljem. Če se spomnite tistih 3 vzorcev cvetlic, ali bo ta prava razpršenost slučajna, ali bo podrazpršenost, se pravi, da so enakomirno hoteli pokriti eno mrežo, ali pa nadrazpršenost, da jih je veliko padalo okrog enega cilja, pa pol spet veliko okrog drugega cilja, kot tiste gruče, se spomnite, na travniku. In so dejansko, vidite, so točni podatki, kako so razdelili London na kvadrante, in to so bili podatki, koliko je bilo bomb, na nekateri sektor ni padlo noben bomb, nobena bomba, na nekateri sektor je tudi 7 teh fav, ena bomb. In te podatki se spet zelo, zelo skladajo s pasovno porazdelitvijo. Se pravi, bolj so v nekem območju po naključju padle na koordinati te bombe. Niso posebej ciljali nekih ciljev. Neko urbano območje so zbrali, v tistem so pa naključno padle. No, kot smo rekli, zdaj vsaj v časovnem vidiku, v prostorskem, med dvema dogodkoma, Poissonovima, čas se pa porazdeljuje tako. Tam ima vedno isto asimetričnost in sicer 2, njeno povprečje, tam ima ravno tako ta isti parameter lambda, ki jo povezuje, njeno povprečje je pa 1 z lambda, za razliko od Poissonove, kjer je sta povprečje invarianca lambda, je povprečje eksponentne 1 z lambda. Tukaj imamo 3 različne eksponente. Manjši parameter, večji, še večji bo še bolj taka. To bi bil 13. delovni list v Excelu, zato tega ne bom pokazal, iz razževernosti bomo šli na 14. Tukaj imate en kup porazdelitev, če boste bolj matematiki ali pa ste, vem, boste videli, da so porazdelitve silno povezane med sabo, tako kot sta hi kvadrat, pa f, pa normalna, pa hi kvadrata, sta povezana med zvezdnimi. Binomska pa Poissonova sta povezani, pa Poissonova pa negativna sta povezani, negativna binomska pa Poissonova, pa sestavljena Poissonova, se pravi, seštejemo poljubno slučajnih sumljivk, ampak kolikih bo pa nažrebamo po Poissonu. Pa kom Poissonova, kjer se hitrost dogodkov spreminja, jaz sem napisal procesa razpada, ali pa v bistvu bi moral hitrost procesa napisati, to moram še popraviti. To je pa recimo čakalna vrsta v škocijanskih jamah. Poletje je Poissonov parameter višji, po zimi je manj ljudi, je Poissonov parameter nižji, se pravi, odgovor je bil kom Poissonova porazdelitev. Kot na primer, čez dan se lahko spominja. Oziroma, mogoče je boljši primer tudi, če se v našem opazovanju režimu spremenil, bi bila pa mogoče taka zmes dveh Poissonovih razdelitev. Zdaj se pa pri zmesi, za razliko od konvolucije, se pa odločimo z binomsko porazdelitvijo s kovancem, recimo, ko ima P0,5 ali pa nekim drugim doljenim procesom, ko ima P bliz 0 ali pa bliz 1, odločimo, iz katere Poissonove porazdelitve bomo nažrebali. Se pravi, če bi prihajali dve vrsti ljudi, eni taki bolj gostni, eni pa bolj redki, pa včasih pride ene vrste, včasih pa pride ene druge vrste, tuji turisti, ki so bolj redki, pa domači turisti, ali kvetalci, ali pa šole, ki jih ogromno naenkrat pride. Se pravi, se ta gostota toka spreminja sezonsko. Kako pa zgleda zdaj taka porazdelitev? Če
je ta P, s katerim se odločam, pa če sta lambdi precej različni, pa se odločamo med eno in drugo z enako vrednostjo, bo jasno porazdelitev imela dve grbi. Če sta si pa lambdi bližji, 16 pa 17, bo bolj unimodalna, jasno, čeprav se odločamo enakomerno med njima. Lahko pa nazaj pustimo, da ste si lambdi na razen, 16 pa 32, ampak se bomo večinoma odločali za eno. Ta nam pustil nest med nič in ena, to celico. Jasno, zdaj bomo pa bolj nagnjeni, da bomo skozi z ene žrebali, bo se povedala ta skupna zmes podobna eni. Malo bo pa še tale vplivala, vidite, tako zgleda, ko pa samo zmesi. Potem lahko poslovno porazdelitev, zdaj pa razširimo, ali smo se števali dve, pa smo spet poslovno dobili, ali smo žrebali, s kire bomo vzeli, pa smo dobili zmes. Lahko pa naredimo bivariatno spremenljivko, dvorazsežen slučajni proces. Mi smo rabimo 3, kjer je ena te osnovno seštejemo enkrat z eno, drugi z drugo, in to nam da koordinate in zdaj gledamo prostota je pač tretja razsežnost v tem prostoru. To je v glavnem uporabno v športu. Zakaj? Ker to sta, recimo, število v nogometu, število golov, ki jih bo dosegla eno moštvo, pa drugo moštvo. In seveda, tako kot pri vsaki bivariatni porazdelitvi imamo kovarianco. Se pravi, te dve števili med seboj nista neodvisni. Ponovadi doskrat je tako večkrat dati golov eno moštvo, več jih da v povprečju tudi drugo. Ne manj. Lahko je sta različno močni, pa ima eno moštvo večje lambdo, je boljše, da je več golov, drugo jih daje manj. Ampak več, ko jih da eno, v dani tekmi, več jih bo dalo tudi drugo. Zdaj pa lahko ta model malo obrnemo, pa gledamo porazdelitev razlike razlike med x in y, se pravi razlike med številom zadetkov, ki jih dosega ena ali pa druga ekipa. Če bo ta razlika nič, pomeni, da bo to neodločen izid, se pravi, da bo remi. In potem lahko izdelamo ta grafikon celo, če se zelo potrudimo. V Excelu, tukaj je fiksna verjetnost za neodločen izid. Če sta obe moštvi taki, da dajeta v glavnem nič golov, oziroma da dajeta v povprečju nič golov, je popolna verjetnost, da bo izid nič. Jasno, bolj, če sta moštvi nagnjeni k temu, da dajeta obe po 5 golov na tekmo, je še vedno najverjetnejši izid 5-5. Pa vidite, da je tukaj vrh na tem grebenu. Pač vedno, če sta enaki lambdi, bo najverjetnejši remi. A je res? Tako intuitivno. Zdaj, če sta pa eni od boljših od drugih, je pa remi, tukaj je verjetnost remija, je pa verjetnost nič. Če dajo te 5 golov na tekmo, te pa v povprečju nobenega, je verjetnost nič, da bo remi. Pa tukaj v tem kotu je spet isto verjetnost nič. Dajo pa te 5 golov na tekmo, pa te nobenega. Lahko pa tako gledamo, kolikšna je verjetnost, da bomo mi igrali z nasprotniki z goli razlike. Tukaj so pa različne možnosti za našo lambdo. Pri tem, če dajemo mi v povprečju en gol na tekmo, ali pa 2, ali pa 3, ali pa 4, ali pa 5, če dajo nasprotniki 4 gole na tekmo. Če dajo oni 4, pa mi 4, je največja verjetnost, da bo razlike nič, ki so pa z-ji. Če dajo, ta se bo zdaj sem pomaknil proti nam, če dajo oni 2 gola na tekmo v povprečju, pa mi enega, kolikšna je verjetnost, da bomo mi zmagali z 2 goloma na razlike, če so oni boljši od nas, bolj majhna. Pač pa je boljša večja verjetnost, da bo razlika -1, to je ta vrh. Če dajo oni 2 na tekmo, mi enega na tekmo, najverjetneje, da bomo z enim zgubili. To bi bilo kakšni naprednejše šport, ljudje, ki se
intenzivne ukvarjajo športnimi stavami, pač dobiš ravno povprečje golov na tekmo za vsako ekipo, a ne, in pola boš stavil na nulo, ne, recimo, ali na razliko 1 gol, 2 gola, 3 gola, minus 1 gola, no. Zdaj smo že pa bliz konca. Zakaj je lepa, zanimiva poslovna opredelitev? Tudi zato, ker če ćemo testirati razliko med dvema populacijama statistično, tukaj niste vsi ravno statistiki, ali ampak najpreprostejši od vseh statističnih testov, nekateri mislijo študenti, ne matematični, čisto da je statistika nekaj zapletenega, pa so dolge formule, pa integrali, a ne za vse statistične teste. Ampak za ta test razlike v dveh procesih, a je pogostost enega dogodka v eni skupini ali pa v drugi različna, pod pogojem, da ste skupini neodvisni, lahko kar takole zračunamo. Razlika števila dogodkov, samo število v obeh skupinah ravno, ne? Se pravi, če je izid binaren za vsak pacient, ali preživel ali pa umrl, ali pa ozdravel, ni ozdravel, kronični bolnik. V eni skupini jih X1 ozdravel, v drugi X2, ali pa doživel dogodek umrl. Razlika deljena s korenom vsote se porazdeljuje kot standardno normalno porazdelitev, se pravi, Gaussova s povprečjem nič in varianca 1. Zakaj? Najboljša cenilka razlike med dvema povprečjema je razlika povprečja, to ni sporno. Varianca razlike dveh neodvisnih slučajnih stimuljev, to je osnovna verjetnost, če ste neodvisni, se pravi, nično kovarianco, a ne oziroma korelacijo, je bikarmina vsota. Pri Poissonnovi porazdelitvi, se pravi, je pa varianca enaka povprečju, se pravi pričakovani vrednosti, se pravi je varianca prve spremenljivke kar ista x1, varianca druge spremenljivke je ista x2, varianca je torej x1 proti x2 plus x2, koren iz variancije standardna deviacija, na en tak standardized normal deviacija porazdeljuje po standardni normalni porazdelitvi. Pomembno je zato, ker je recimo bila neka učinkovina, ki so jo testirali za srčno popuščanje, da bi pomagala. Po enem določenem številu pacientov je bilo celo več smrti v skupini z zdravilom kot v skupini s placebom. To je zelo malo verjetno, da bi dobili tako ali še večjo razliko po naključju in so poskus recimo ustavili. Se pravi, za neko tako orientacijsko odločanje ali tako je očitno, da je ena skupina mnogo slabša od druge, a ne, da poskus ustavimo, če gre v narobe smer ali pa če gre v pravo smer, da ga ustavimo, da ne rabimo rekomendirati novih pacientov. Če je razlika tako očitna za neko tako orientacijo, grobo, asimptotična, jasno, to bila boljš večji korina in večji, kot so ta števila dogodkov, je dovolj tak najpreprostejši test. Pustite, zdaj pa še Poissonnovo regresijo lahko na vse zadnje spustimo, samo da vemo, da se da tudi regresijsko modelirati neke pojave, kjer je spremenljivka nenavadno število, kot pri navadni linearni regresiji ali pa multiplinearni regresiji, kjer imamo več napovednih dejavnikov, ampak število na časovno enoto ali pa na prostorsko enoto ali pa neko drugo enoto. Se pravi, Poissonnovo porazdeljena spremenljivka, samo da vemo, da je tak model multiplikativen za razliko od navadne linearne regresije, ki je aditivna, a ne je multiplikativen. In pa da imamo lahko tudi podatke že v obliki tabel. Če je napovedni dejavnik en, recimo, zakonska trajanje zakonskih ali pa zveze matere toliko let, okolje bivanja urbanov, okolje bivanja ruralno, ali pa še izobrazba matere taka, imamo samo v vsaki celici število otrok. In treba da bomo surove podatke. Ta otrok, ne, ta mati je bila taka in taka in je bila toliko otrok. Ta mati je imela taka, da je imela tako običajno matriko, imamo prav že agregirane podatke, kot jih statistični urad daje v svojih preglednicah. Take podatke lahko tudi modeliramo z Poissonnovo regresijo. Dalje, ena pomembna veja, katero se tudi malo ukvarjam v zdravstvu, ki je v bistvu so ravno tako procesi kot v industriji, a ne, je statistični nadzor procesov. Samo
take karte se najbolj živile, rečemo in kontrolne karte. Imamo kontrolno karto C-karto, ki je samo za število okvar, če je, se pravi, tisti window of opportunity, se pravi časovna ali pa prostorska enota konstantna, samo za število okvar in večinoma morajo biti med temi mejami plus minus 3 standardne odklone. Če 5 točk na 100 naj bi itak vam padel, tudi če je proces pod nadzorom, pa recimo, če je ena prehiter, na manj kot 20, vam pade, lahko posumno, da se je naš proces spremenil, da se je neki prštancer, neki premaknil, ali da je zdravnik začel drugače zdraviti pacijente, pa jih več umre ali manj umre, ali več okužb, da se je poslabšala higiena v bolnišnici ali boljšala. Lahko je to, da je proces padel izpod nadzora, nekaj dobrega, nekaj slabega. Če se pa enota spreminja, se pa T spreminja, naša ne veljam, da T, se pa tudi te kontrolne meje spreminjajo. Pri večjem vzorcu so božje kontrolne meje, pri manjšem vzorcu, manjšem N-ju, bomo dopuščali večja odstopanja, temu rečemo potem pa U-karta. Za konc bi mogoče lahko poskusili nekaj izračunati. Recimo, da detektiv ni ujet avtomobilskega tatu, ki je pa zvit jasno in ni načrtan, ampak obiskuje slučajno izbrano ulico ali pa izbrano mesto. Slučajno izbranih dnevih letu in v slučajno izbranem času dneva. Ampak v povprečju ali pa neka združba kriminalna ukrade 10 avtov na leto. To je dosti realno, a ni? Pa tle, ne vem, pa to govorijo avto, ko je dosti avtov na leto, zluka jih ne bi mogoče zmestna, dosti realno se mi zdi, 10 avtov na leto. Kolikšna je verjetnost, da bo detektiv ali pa pač te policijska uprava Koper zasačila tu. Zdaj pa opazujemo pa lahko, recimo, da strogo nadzorujejo celo mesto 3 ure na dan, 3 dni v tednu, ne skozi. Danes so že naprave, video, ampak recimo, da pregledajo video posnetke za 3 ure na dan, za 3 dni v tednu, da ne zelo preveč tega pregledovanja, nimajo to resursov, nimajo to ljudi, da je pregledovali vse te posnetke. Kako bi zdaj to začunali? Pa. Predpostavimo, torej povprečje lambda je 10 na teden. Se pravi, da naša enota mora biti teden. Koliko pa oni emocij pa miši, spomnite, vedno mora biti enota tam, kjer imamo podatek, ne mačko smo imeli koliko miši na dan, torej se pravi naša enota dan. Zdaj imamo lambda na leto, oprostite. Zdaj moramo zračunati, dosti da zračunamo takrat, ko gledamo verjetnost, da ne bo nobene tatvine in zdaj 1 minus verjetnost, da ne bo nobene tatvine je verjetnost, da bo vsaj 1 in takrat, ko gledamo, detektiv gleda oziroma policisti gledajo in bodo odkrili tu. Zdaj, če se spomnite 1 minus lambda t, pa samo lambda, če brez t-ja, pa krat lambda na k, deljeno s k fakulteta, ampak če je k 0, pol noter desni, pa 0 fakulteta je 1, karkoli ne 0 je tudi 1, prav to odpade, ostane samo 1 minus lambda, oziroma 1 minus lambda t. Je verjetnost za prv nič, za prvi stolpec poslovne proizvoditve, za k je nič. Zdaj pa, koliko opazujejo? 3 ure dnevno, 3-krat na teden, se pravi 3/24 dneva, krat 3 sedmine, 3 dni na teden, pa v vsakem letu je 52 tednov. Se pravi, to je 1/1000 leta. Se pravi, opazovanja na teden. Zato, ker zdaj pa moramo to preračunati na teden, ker je naloga taka, da nas zanima na teden. Se pravi, lambda krat t, oziroma lambda
krat lambda je zdaj 10, ne, ena minus čas, se pravi 10 deljeno s 1000 je 1 deljeno s 100. Ne. Zdaj, če je to v tednih, ta je na leto je 10, izraženo na leto je približno 1 tisočina, 9, 8700, to je približno 9 tisočin, to je približno 1 tisočina, zdaj lažje začuna. Se pravi 10, tale desetka deljeno s 1000 je 1 stotina, se pravi 1 minus, L je 1 lambda je krat časovna enota je 1 stotina, zdaj pa T bomo ustavili eno časovno enoto. Se pravi 1 minus 1 stotina vrednost, da ne bo nobenega ukradil ta tatar pa združba v enem tednu. In to ta verjetnost je zelo velika, skoraj 99%, se pravi 1 minus 100 je 1%. Verjetnost, da bodo pa v enem letu odkrili tega tatu ali pa združbo, je pa 1 minus 52 stotin, to je pa že zelo veliko. Da ne bi z roko računali tistih velikih fakultet, tega pa ni treba v Excelu. No, neč kodra, pa sej že danes že mobi delal računalnik, kako računati fakulteto. S tem bi se predavanje končalo. Zdaj samo da vas spomnim, da obstaja na tem svetu poleg ostalih 1000 revij, tudi informatika, medika, slovenika, in da je bila leta, katere glavnega urednika ste videli, drugo leta, če se že trudi to revijo urejati. In če pogledamo, je prosto dostopna. Leta 2012 je bilo na koncu objavljeno eno gradivo, ker je vse to, kar ste danes videli, in ves ta Excelov delovni zvezek, se pravi pri predavanju povezava na to. Ja, na to splet, na to številko, 17-20, kjer bo. Če je pa kdo od vas, ki je bil tako raziskovalc, pa ga kaj zanima zdravstvo, pa ima kaj majhnega, ali pa kakšen študentski seminar, pa karkoli, pa lahko pošli tudi informatiko, mediko, sloveniko. Pa je verjetno skoraj ena, da bo članek sprejeti. Ker imamo bolj premaja, kot preveč. To je ena stvar, zdaj pa če se še malo vrnemo k verjetnosti, zdaj imamo pa ene filmčke pogledali. Tole je ogrevanje, zdaj enkrat, da sem malo parja, ene še pa najkaj, no. To je zdaj malo forde ogrevanje. Vse bo hitro, to bo zelo hitro. Tole od lani, predlani je bilo bolj mraz. Tole pa to zgleda v... To je fan tek, to je 4 km, jaz ne tečem 42 km, toliko nova nisem, to je zgleda 42 km. Tole pa zdaj ciljna ravnina. Tam je v Šuginskem cirku zadnji, če veste, kje je konkuresnih trkov v Ljubljani. Zvok se mi sploh vrajati. To ni tako zelo težko, no, verjemte. Vidite, tam je bil kat, tam je že padla. Jaz pa, ki si doma, jaz ne rad sebe gledam, ampak pač tole sem dubil, pa tisto odrežen, jasno. Pa se zavrtim, včasih do cilja, da še mi noga, pa zdaj ne treba se spet odrezal. Sam pa tja, jasno, kadar, če je zdaj dogodek, da pade, pa kadar z malim žongliram, ki je lambda večja, kadar s tem ta normalnim, je srednja lambda, kadar s tem gigantskim odparjem, takrat je lambda manjša, manjkrat dol pade. Čeprav tega gigantskega ta ni tako dobro narejen, po eni strani je s tem lažje obvladati, takih smo navajeni, pač tisti, ki to celo življenje delamo. Ja, na kilometer, na meter, na minuto, na uro, kolikrat mi dol. Zelo redko dol pade, pač lambda je majhna zelo. Nisem enkoli prav se potrudil, da mi se 4 km ne bi niti enkrat padla.
Pa če veter zapiha, ga tudi svetovni prvak može dol, ni pomoči, ker je žog se tako lahka, da ni pomoči na to šlo. No, to je pa mogoče dobilo, da zaidete na Ljubljanski maraton.